španska ljudska pravljica o figuricah brata Andresa. V nekem samostanu v Španiji je živel brat Andres. Bil je prava dobričina. Iz lesa je izrezoval figurice. Otroci so pritekli k njemu in mu rekli: brat Andres, izrezljaj mi piščančka. In brat Andres je izrezljal piščančka. Rekli so: naredi mucko. Izrezljal je mucko in jim jo dal. Tudi prašička je izdelal, kužka tudi, celo konja. Toda bil je žalosten. Tako rad bi govoril o dobrem Bogu. V Španijo je prišel iz daljnih krajev in v teh nekaj letih spoznal, da se ljudje bojijo vsega. Bolezni, vojn, ognja, nesreč. Zato je v njem gorela želja, da bi ljudje spoznali Boga, ki prinaša upanje in ljubezen. Nekega dne je razmišljal o Bogu, kako je prišel na svet v revnih jaslih, družbo so mu delale živalce in angeli. Tedaj se mu je utrnila odlična ideja. Začel je rezljati oslička. Za koga je osel, ga je vprašal eden od otrok. Za Marijo, je odgovoril brat Andres. Kako? Se med nami ni nobene Marije, so se čudili otroci. Se je brat Andres skrivnostno smehljal. Veste, nekoč pred davnimi leti je živela Marija. Pričakovala je otročička in morala je potovati v Betlehem. V Betlehem? Zakaj? Je vprašal eden od otrok. In brat Andres je začel pripovedovati. Naslednji dan je izrezljal vola. Otrokom je povedal, kako sta Marija in Jožef z osličkom prišla v hlev. Nato je na vrsto prišla čreda ovac. Za njimi so prišli pastirčki in še angeli. Otroci so sedeli okrog brata Andresa in široko odprtimi očmi poslušali, ko jim je menih opisoval nebeške obiskovalce, ki bodo prišli pastirjem oznaniti veselo novico o Jezusovem rojstvu. Kje so pa Marija, Jožef in Jezus, so bili nestrpni otroci. Pridejo, jih je pomiril brat Andres. In res so naslednji dan stale jasli. V njih je ležal Jezus, ob njem sta stala Marija in Jožef, zadaj osliček in vol, okoli njiju pa ovčice, pastirji in angeli. Brat Andres je nadaljeval. Izrezljal je 3 kamele in modre može, ki so prišli z vzhoda. Otrokom je pripovedoval, kako so modreci prepotovali velike razdalje in šli za zvezdo, da bi našli otroka v jaslih. Otroci so nepremično poslušali o Bogu, ki se je rodil v Betlehemu in med ljudi prinesel dobroto in ljubezen. Ko je brat Andres zgodbo končal, so otroci vzkliknili: še enkrat, še enkrat. In brat Andres je pripovedoval in pripovedoval. Izrezljaval je vedno nove in nove figurice. Kam jih pa daješ, brat Andres? Je zanimalo otroke. Spravljam jih za čase, ko pride na svet spet mraz in tema. December se je bližal koncu, z njim je prišel mraz, dnevi so bili vse bolj temačni. Brat Andres je na štore, med veje dreves, na križišča in trge postavil figurice. Otroci so hodili po vasi in razlagali starejšim: to je Marija, ki je morala na pot v Betlehem, in to na osličku. To so pastirji, tile pa so angeli. Glejte, modre na kamelah, ki prihajajo k Bogu, Bogu ljubezni. Tako je brat Andres, menih z nožičem in lesenimi figuricami, predvsem pa z veliko ljubeznijo do otrok, prinesel v Španijo zgodbo o Jezusovem rojstvu.